Greva midva še na hitra vprašanja. Deva. Čak, da malo vode spijem oziroma čaja. Smem razmišljati ali moram hitro odgovarjati? Glej, kukor ti paše. Vse so bolj zabavne narave. Tako, si že malo odgovoril na prvega, no? Ampak kaj bi 20-letni jaz rekel o tem, kje si danes? 20-letni bi bil zelo zadovoljen. Jaz sem tako... Večkrat sem razmišljal, pogosto je ta vprašanje, kaj bi 5-letni jaz rekel. Ne? In 5-letni jaz ali pa 10-letni vem, da je hotel igrice igrati in bi tako, če bi vedel, da filme delam po klicu. Close enough je tako, dober je, nisi v neki pisarni na banki. Nisi čist zabluzil. To, ja. 20-letni jaz bi bil pa navdušen, ker 20-letni jaz se je pa že ukvarjal z filmom, s snemanjem, že 3 leta, pa je imel že jasne cilje, kaj ga zanima v življenju in po mojem bi bil zadovoljen. Po mojem bi rekel, zakaj še nimaš celo večerca, ostalo bi mu bilo pa v redu. Ok, naslednjega mama. Kateri neuspeh te je najbolj zaznamoval? Pa to so prej rekla, da v bistvu iz neuspehov se največ naučiš, iz uspehov pa nič. Nimam, nažalost, pač tako, to je, več neuspehov bi rabil. Če bi imel več neuspehov, bi imel že celo večerca. Tako da mogoče to, da ga nimam, je največji neuspeh za enkrat, ki me še zaznamuje. Zdaj pa takole, no. Katero slovensko zgodbo bi posnel, če bi imel 10 milijonov evrov in popolno svobodo? Za eno slovensko zgodbo bi rad posnel, sem to nam povedal, ker pa bo čez pol leta nekdo drug snemal. To je vedno tako. Če bi imel 10 milijonov, mi smo naredili film 91, kratki film o slovenski vojni. To bi posnel kot celovečerc, en tak res proper, pa tako, kot sva rekla, da je lahko, za 10 milijonov je lahko in serija in film, da naredimo 6-part series, skondenziram pa še v film. Super. S katerim filmskim ustvarjalcem, slovenskim ali tujem, bi si najbolj želel sodelovati? To sem že enkrat rekel, pa v bistvu najbolj iskreni odgovor tukaj je, da mi je žal, da z Jernejom Šugmanom nisem uspel da sem ga zamudil, no, da se je prej poslovil, preden sem jaz bil na nivoju, da bi upal njega poklicati, pa reči bi kaj skap naredila. Pa zdaj imaš zdaj koga drugega? Ne, zares. Zdaj je tako odvisno od projekta. Se mi zdi, da sem prišel v to fazo življenja, da ni nekoga, ki bi, ne vem, rekel, če pa njemu rečem, pa ne hotel z mano delati. Tako da je čisto odvisno, kaj bojo naslednje stvari, ki jih bom delal, potem razmišljam glede na to, s kom bi to naredil. Nimam nekoga, ki bi rekel, z njim bi pa res rad. Šugman je pa bil iskreno nekdo, ki sem pa tako, ki sem rastel skozi kariero, sem rekel, en dan bi pa nekaj z njim in pa nažalost se ni išlo. Ok, in še zadnje vprašanje. Katera tvoja ideja je tako nora, da jo še dolgo ne boš upal posneti? To pa tisti, ki me poznajo, pa ki so gledali moje stvari, vejo, da nimam te težave. Večkrat pomislim recimo tako, kakšne zadeve smo mi uspeli prodati, pa da je nekdo rekel ja, pa celo denar dal za to. Truplo je prva serija, ki smo jo delali za Pop TV in v bistvu na začetku ti narediš scenarij, ne, in nekdo mora to prebrati in potrditi. In Branko Čakarmiš je takrat, se pravi, dobil scenarije, mogel to prebrati in potrditi. In v prvi sceni prve epizode Trupla je dialog: daj ti meni povej, zakaj pri nas ni nobene dobre serije? To je to, kar sem se jaz odločil, da je prva stvar, ki jo bo Branko Čakarmiš prebral in bo rekel, ja, to super, te so pa fajn, da jim nekaj poznamo. Ja, in se je to zgodilo, tako da moraš imeti jajca, pa čeprav samo enega.